Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, gospe in gospodje, nadaljujemo s predstavitvijo ukrepov, ki jih je sprejela vlada za zajezitev epidemije COVID-19. Hitrost širjenja virusa po svetu še vedno skokovito narašča. Razmere so zlasti kritične na oni strani Atlantika. Daleč največ primerov je še vedno v Evropi, kjer sta Italija in Španija že presegli največje število okuženih na Kitajskem. Kmalu bodo sledile tudi druge evropske države. Večina držav beleži eksponentno rast virusa. Čeprav je COVID-19 stalnica in ključna tema, že zadnje tedne ne smemo pozabiti, svet je šele na začetku te pandemije. Slovenija je šele na začetku poti, ki nas vse skupaj čaka. Ukrepi držav sovpadajo s širjenjem virusa in se povsod po svetu stopnjujejo. Strogost ukrepov pa je odvisna od stopnje, do katere prebivalci ukrepe upoštevajo, odvisna je od odgovornosti ljudi. V imenu vseh nas, ki smo tukaj, se zahvaljujem tistim, ki ravnate odgovorno do drugih in do sebe. In zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki prispevate, da se to zavedanje širi. Medijem, znanim osebnostim, športnikom, glasbenikom, pa tudi vsem tistim, ki svojim bližnjim, pa tudi drugim ljudem jasno poveste, gre za vse nas, ravnaj odgovorno, ostani doma, daj gor rokavice, drži distanco, nosi masko. Mi pa danes nadaljujemo s predstavitvijo ukrepov, ki so del vladnega zakonodajnega paketa za zajezitev in blaženje posledic širjenja virusa. Ukrepe nam bodo predstavili ministri za zdravje Tomaž Gantar, minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, ministrica za pravosodje magistrica Lilijana Kozlovič in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Istočasno poteka tudi srečanje z poslanci koalicije v Cankarjevem domu. Zato bodo ministri danes za razliko od prejšnjih dni takoj po končanem uvodu, po svoji predstavitvi, odgovarjali tudi na vprašanja in se vračali nazaj v dvorano. Zato v tem trenutku prosim ministra za zdravje, gospoda Tomaža Gantarja, da spregovori. Prosim. Lep pozdrav vsem. Torej, verjetno ste že v večji meri seznanjeni z obsežnimi ukrepi, ki jih sprejemamo na nivoju vlade, pa seveda tudi na nivoju Ministrstva za zdravje. Zavedati se je treba, da so vsi ti ukrepi namenjeni zajezitvi epidemije oziroma da bolezen premagamo. Gre za novo bolezen, zato se tudi ukrepi lahko sčasoma spreminjajo, ne samo glede na število okuženih, ampak tudi glede na dognanja v državah, ki so se prej soočala z to novo okužbo in pa z seveda podatki, ki jih spremljamo v sosednjih državah. Verjamem, da tudi vi in da poskušamo preprečiti negativne izkušnje, ki jih imajo v nekaterih drugih državah. Zato seveda moramo vsi narediti vse, kar je v naši moči, mi na ministrstvu, vlada in seveda tudi vsi vi, da v resnici zajezimo to bolezen. Zavedamo se vsi, da so ukrepi strogi, da posegajo v naša življenja, je pa to edini način, če želimo seveda biti uspešni in bolezen obvladovati, da ne gre izpod kontrole kot morda v nekaterih sosednjih državah. Morda zdaj prvo še nekaj podatkov, preden grem na konkretne ukrepe Ministrstva za zdravje, nekaj svežih podatkov izpred zadnjih 24 ur. Torej opravljenih je bilo skupno 21.449 testiranj, od tega je bilo 756 pozitivnih oseb, kar je 26 več kot ob prejšnjem štetju. Hospitaliziranih je trenutno 115 oseb, od tega 28 v enotah za intenzivno terapijo. Smrtnih primerov je bilo 11, dober je podatek, da v zadnjem dnevu ni bilo nobenega novega.
108 je pozitivnih zdravstvenih delavcev in od tega v domovih za starejše občane 24. Zato velja tudi tu na teh področjih posebna skrb, da ne bi prihajalo do novih okužb tudi med tistimi, ki ali pa imajo v tej epidemiji posebno vlogo pri zdravljenju in obravnavi vseh tistih bolnikov in okuženih, ki pomoč tudi potrebujejo. Zdaj v nadaljevanju seveda nekaj o tem novem interventnem zakonu, ki ga je sprejela vlada in predvsem o tistem delu, ki se nanaša na Ministrstvo za zdravje. V prvi vrsti gre za nekatere spremembe v veljavnem zakonu o nalezljivih boleznih. Torej, v tem primeru dajemo dodatna pooblastila za povečanje učinkovitosti nadzora tudi drugim službam. Namreč poleg zdravstvene inšpekcije bodo nadzore glede na področje in ukrepe, ki so bili uvedeni, upravljale tudi druge pooblaščene službe. Namreč zdravstvena inšpekcija je seveda v obsegu svojem omejena in glede na to, da je izrednega pomena, da ta nadzor izvajamo, je pač bilo potrebno okrepiti ustrezno, da dejansko sledimo, da so ukrepi tudi v praksi upoštevani. Ob tem se povišujejo tudi globe za kršitve, kar mislim, da je potrebno, ob tem, da pač smo v preteklosti, zdaj v preteklih dneh tudi kršitve ugotavljali. Potem Ministrstvo za zdravje je pri pripravi pri interventnem zakonu upoštevalo smernice, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pomembno je določilo, ki se spreminja in nalaga, da se Zavod za zdravstveno zavarovanje bo zdaj zagotavljal nadomestilo za čas odsotnosti od dela od prvega dne dalje. Se pravi, do zdaj je veljalo, da po 30. dnevu z novim predlogom že od prvega dneva, kar pomeni, da bodo znatno razbremenjeni delodajalci in tudi samozaposleni, ki jih je sedaj prvih 30 dni bremenilo plačila vseh bolniških nadomestil. Nadomestila pa bodo iz tega naslova Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrnjena iz proračuna, kar je tudi pomembno, glede na to, da seveda je to financiranje zavoda oziroma prispevki zavoda so namenjeni za izvajanje zdravstvenih storitev in jih na ta način seveda ne želimo krniti tudi v bodoče. In je to pomemben dogovor. Potem Ministrstvo za zdravje je pripravilo v preteklih dneh še nekatere druge ukrepe, ki se nanašajo predvsem na izvajanje programov, ki jih izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko izvajajo v času epidemije. Se pravi, gre že o omenjenih omejitvah rednih pregledov, rednih operativnih programov, tudi preventivnih dejavnosti na področjih, kjer to ne bo imelo posledic. In na ta način lahko zagotavljamo seveda ustrezne rezerve, predvsem za obravnavo obolelih za COVID-19, se pravi od posteljnih zmogljivosti do kadrovskih zmogljivosti. Potem so bile vzpostavljene tudi vstopne točke za izvajanje nujnih zobozdravstvenih pregledov. Potem vse te razbremenitve v rednem delu omogočajo, da se zdravstveni kader prerazporeja lahko na področja, ki so pomembna za zajezitev epidemije in za seveda obravnavo vseh teh bolnikov, predvsem pa tudi za pomoč v domovih starejših občanov, kjer vemo, da so seveda kadrovski primanjkljaji praktično povsod izrazito prisotni in da je ta pomoč nujna. V ta del bomo skušali vključiti in se dogovarjamo tudi študente vsaj zadnjih letnikov medicine in tudi ostalih dejavnosti oziroma predvsem na področju zdravstvene nege. Imenovani so bili tudi regijski koordinatorji, ki usklajujejo seveda ukrepe, predvsem pa sodelovanje med primarnim nivojem, sekundarnim nivojem in pa domovi starejših občanov oziroma vseh področij z socialnih zavodov.
Potem smo začasno prekinili izvajanje vseh pripravništev, specializacij in vse te zdravnike sekundarije, zdravnike in tudi zdravstvene delavce in sodelavce usmerili v izvajanje operativnih ukrepov za obvladovanje COVID-19. Pred nekaj dnevi smo sprejeli tudi odlok, kjer predlagamo pogostejše razkuževanje večstanovanjskih stavb. Vemo namreč seveda, da se bolezen in okužba širi tudi z neposrednim kontaktom preko prijemanja okuženih površin in glede na to, da je predvsem tudi veliko starejših in vseh ostalih prebivalcev večstanovanjskih zgradb, ki uporabljajo dvigala, tudi stopnišča, se oprijemajo za razne ograje in podobno, da je v vsakem primeru nujno tudi razkuževanje le-teh in odslej je to obveza vsaj 2-krat dnevno, da s tem tudi preprečujemo raznos nalezljive bolezni v teh skupnostih. Morda še na koncu ponovno zahvala vsem zdravstvenim delavcem, strokovnim delavcem, vsem zaposlenih v zdravstvenih zavodih za res velike napore, ki jih vlagajo v obvladovanje in tudi izpostavljajo seveda svoje zdravje za reševanje, blažitev epidemije. Velja zahvala tudi vsem krvodajalcem za darovanje krvi in krvotvornih matičnih celic, vsem prostovoljnim ekipam prve pomoči, vsem tistim, ki so v prvih bojnih vrstah tudi na mejah, se pravi civilni zaščiti, policistom pri nadzoru in pa predvsem tudi vsem prostovoljcem, ki delajo v domovih za starejše občane in pri razdeljevanju hrane. Jaz se zahvaljujem še nazadnje vsem državljanom, ki razumete nujnost ukrepov in seveda jih tudi spoštujete. Verjemite, da bomo lahko res samo skupaj z upoštevanjem, doslednim upoštevanjem vsega, kar želimo, kar tudi sprejemamo, prišli do tega, da bo ta epidemija v čim krajšem času omejena in da bodo njene posledice čim manjše. Hvala lepa.